Drage gledalke in gledalci, lepo pozdravljeni v novi kroniki tedna. Začenjamo s pohvalo članicam in članom Turističnega društva Kranjska Gora, ki so v petek znova zavihali rokave in uspešno izpeljali čistilno akcijo. Še kako se namreč zavedajo, da je prvi vtis, ki ga dobijo obiskovalci, ko pridejo v kraj, najpomembnejši. In če pridejo v čisto okolje, je to velik plus za turizem. Ja, čistilno akcijo smo izvedli ob drugem vhodu v Kranjsko Goro, nasproti hotela Kompas. Ta lokacija je v naši dolini še dokaj zanemarjena, tako da smo se odločili, da zdaj pred viškom turistične sezone pokusimo vse te detajle in pa seveda očistimo, kar je še potrebno, in pa očistili smo tudi ostala parkirišča, ki so tukaj ob tem vhodu, ker nenazadnje je to neka prva slika za vse turiste in pa tudi za vse ostale obiskovalce, ki prihajajo z avstrijske in z italijanske strani. To seveda ni edina letošnja čistilna akcija. Ne, za sabo imamo že 2 čistilni akciji, bomo pa seveda v mesecu avgustu izpeljali še 2 akcije, in sicer bomo prostovoljci v sodelovanju z občino Kranjska Gora postavljali trim stezo Drčev Rud. To bo nekje prvi teden v mesecu avgustu, tako da bomo izpolnili tudi to zavezo, ki smo jo dali, da Turistično društvo Kranjska Gora vrača kraju nazaj vse tisto, kar smo nekoč v naši turistični ponudbi že imeli. Da bi bila tudi okolica vaše hiše lepo urejena, pa še tale ponudba. V Lačnem kekcu smo se odločili, da pomagamo vsem občanom Kranjske Gore. Če ima kdo doma za pokositi travo, naj nas kontaktira, naj pridejo v Lačnega kekca, pa se bomo zmenili. Pa bodo prišli fantje s tistole mašino in jim pokosili travo. Seveda brezplačno. Torej vsi v Lačnega kekca pod kranjskogorske žičnice, ali pa morda dava še kakšno telefonsko številko? Ja, lahko se oglasijo pri nas ali pa pokličejo na telefonsko številko 030 307 296. In ker smo že pri turizmu, kranjskogorski župan Janez Hrovat je zelo ponosen in zadovoljen, da je urejeno počivališče v Podkorenu, ki je postala prava informacijska, lepo urejena turistična točka. Tako kot sem obljubil, gremo korak po koraku naprej. Kranjska Gora pač si resno zasluži, da je kot Pepelka. Jaz mislim, da je Kranjska Gora lepotica in da je prav, da tudi ljudem, ki vstopajo iz vseh vpadenj proti Kranjski Gori, pokažemo lepote, da jih informiramo, kaj vse nudimo v naši občini. In prav zato je ta točka tukaj nasprot naših ulicev, nasprot Planice in ne nazadnje nasprot Vitranca, na katerem se odvija vsako leto svetovni pokal v alpskem smučanju. Prava pozicija, da pač ljudi obvestimo, predvsem te, ki pridejo iz smeri Avstrije, kaj vse v naših lepih krajih ponujamo. Tako da smo samo naredili tisto, kar bi že leta mogli, jaz mislim. Koliko ur dela je bilo vloženega v obnovo te točke? V bistvu ne vem, koliko je bilo vloženega, ampak v bistvu vsa zgodba se je začela pač s tem, da smo odprli prostor, da smo majčkeno počistili te smreke, ki so zastirale pogled iz tega ovinka. Mi Korenci pravimo temu ovinku Rida, in tukaj z Ride se pač res, tako kot vidite, odpira krasen pogled. Ne vem, ureditev točke z posekom mulčanjem, z vsemu bo koštalo, bo prišel skupen strošek, jaz mislim, tam nekih 15 000 evrov. Morda še beseda 2 o ostalih turističnih načrtih v letošnji poletni sezoni? Ja, poletnih načrtov je neskončno. Naša dolina ponuja res veliko izzivov, od Rateč, Planice do Radovne in Mojstrane, tako da jaz gledam na občino kot celoto. Vsa občina leži na res prekrasnem področju Julijskih Alp in Karavank, Nature 2000 in seveda tudi
Triglavskega narodnega parka. Mi pač bomo zadevo urejali sistematično, tako da bi nudili celovito zgodbo in da bi v to pač zgodbo vključili vse kraje naše občine. Ne vem, začnemo lahko z asfaltiranjem pač doline Radovne, ki smo jo pred sezono sofinancirali in ki mislim, da je tudi res ena čudovita, čarobna dolina z premnogimi možnostmi turizma, tako poletnega, tako zimskega, pa seveda Dol je moja strana svojo planinsko turistično zgodovino in karmo, ki živi. Jaz mislim, da jo je treba samo še nadgraditi z kmetijstvom in temi dejavnostmi, ki pač žal pešajo. Jaz si želim, da bi v naši občini pridobili čim več kmetov za predelavo tako mlečnih kot mesnih proizvodov, seveda tudi pridelavo zelenjave, sadja. Mi kot občina se zelo trudimo, tudi namenjamo znatna sredstva za ta namen, tako da vsi, ki imajo ideje v kmetijstvu, v predelavi kmečkih pridelkov, naj se oglasijo pri meni in bodo deležni sigurno velike podpore. Člani in članice Mešanega pevskega zbora Kranjska Gora poleti skrbijo za prijetne pevsko obarvane večere na Trgu na Gorici v Kranjski Gori. V petek so pripravili zanimiv koncert. Oj, Triglav, moj dom, kako si krasan, kako me izvabljaš iz nizkih krajev. Poletni prosim, nastavljamo Naslednji koncert Mešanega pevskega zbora Kranjska Gora bo na Trgu na Gorici v Kranjski Gori ta četrtek. Na kranjskogorskih smučiščih je tudi poleti živahno. Poletno sankališče Besna Pehta je dobro zasedeno, prav tako je dobro obiskano pobočje Vitranca. Posebno doživetje je orientacijska dogodivščina, tematsko-orientacijski park, ki predstavlja aktiven in zanimiv pristop k obogatitvi lokalne, turistične in rekreativne ponudbe. Namenjen je družinam in otrokom za zanimivo spoznavanje naravne in kulturne dediščine kraja, animacijo in rekreacijo v naravnem okolju. Park ima 5 tematskih točk. Na vsaki točki so predstavljeni Kekac, Bedanc, Mojca, Pehta in Rožle. Naloga obiskovalcev je iz izhodišča pri Bedančevem domu poiskati vseh 5 Kekčevih junakov, se na vsaki točki žigosati in vrniti na izhodišče. Letošnje poletje pa ponuja še nekaj novosti. Ja, na zgornji postaji Vitranca 1, poleg našega Bedančevega doma, smo postavili nekaj otroških tematskih igral. Želimo si vsako leto dodati tudi poletni turistični ponudbi nekaj novega, nekaj atraktivnega in seveda si vsi skupaj želimo, da bi družine preživljale čim več prostega, aktivnega časa tudi na naši zgornji postaji oziroma v prelepi okolici Bedančevega doma. Tam je postavljen že orientacijski tematski park za otroke in za družine, prekrasna izhodiščna točka tudi za obisk Ciprnika, Mojčinega doma na vrhu. Tako da si res želimo, da bi tudi ta del Vitranca postal vse skozi bolj obiskan. Je pa seveda res, da je umaknen od prometa, umaknen od tega vsakodnevnega vrveža, tako da družine vedno bolj rade preživljajo prosti čas tudi ob našem Bedančevem domu in pa na zgornji postaji sedežnice Vitranca 1. Kako dobro se je prijela ta orientacijska točka?
Ja, kot sem že povedala, družine zelo rade obiskujejo našo izhodiščno točko. Je seveda res, da gredo nekateri peš na zgornjo postajo Vitranca 1, drugi se popeljejo sedežnico, potem imajo še možnost, da se s sankami popeljajo v dolino, tako da izbire je sedaj kar nekaj in verjamemo, da nam bo tudi vreme v času poletne sezone naklonjeno, tako da nas bo obiskalo čim več obiskovalcev, tako tujcev kot seveda tudi enodnevnih obiskovalcev iz naše domovine. V trgovsko-gostinskem centru v Kranjski Gori je vrata odprla pisarna Forward. Na slavnostnem odprtju smo bili tudi z našo kamero. Kranjska Gora je bogatejša za prvo tehnološko pisarno v kraju oziroma v celi dolini. Odprl jo je Matej skupaj s svojim podjetjem Forward, ki se ukvarja tudi z internetnim oglaševanjem in vsemi podobnimi stvarmi. Tako da pojdimo pogledat, kaj se dogaja. Bravo! Matej, tale pisarna je kar pridobitev za kraj. S kakšnimi željami si jo odprl? Moja firma se ukvarja z marketingom na internetu. V turizmu je to ena stvar, ki se ful razvija in mislim, da lahko kraju precej pripomoremo na tem področju. Pa v kraju imamo zelo veliko mladih kadrov, ki mogoče do zdaj niso imeli možnosti, da bi se v to smer izobraževali, kar se tiče informacijske tehnologije. Mislim, da lahko najdemo kar nekaj talentov. Že zdaj jih je nekaj v moji pisarni, ki ful rasturajo in mislim, da bo tudi pridobitev za kraj v takem smislu. A lahko pa pride kdo tudi sem se sam malo družiti, pa kaj pobrskati na računalnik in podobno? Ja, itak. Zato smo naredili pisarno tako malo bolj odprtega tipa, malo bolj zabavno. Se boste verjetno si lahko še malo pogledali. Tako da vrata so zmer odprta. Pridite, povejte, kaj vas zanima. Siguren se najde tudi nekaj za vas, a ne tukaj. Kranjska Gora bo letos konec julija in v začetku avgusta gostila prvi mednarodni filmski festival. Organizira ga domačin Miha Mohorič v sodelovanju z Matjažem Javšnikom. Ja, res je. V Kranjski Gori letos prvič organiziramo mednarodni filmfest Kranjska Gora, ki bo potekal od 28.7. do 6.8. In bo sestavljen iz 3 sklopov. Prvi sklop bo otroški program, ki bo potekal od 27. julija do 29. julija. Predvajali bomo 9 risanih in mladinskih filmov in predstave za otroke. Potem bo sledil študentski program, ki bo potekal od 1. avgusta do 3. avgusta, kjer bomo predstavili filmske šole in njihove filmske smeri. Predvajali bomo študentske, igrane in dokumentarne filme in filme, ki so jih ustvarjali mladi iz Slovenije in tujine. Poleg filmov v študentskem programu moram poudariti tudi, da bo bogat izbor delavnic, filmskih delavnic, ki bodo brezplačne za vse in so tudi vsi lepo vabljeni. Potem sledi za študentskim programom sledi vrhunec festivala in to je tekmovalni program, ki bo trajal od 3. 8. do 6. avgusta. Začel se bo pa z uradno otvoritvijo pri jezeru Jasni, kjer bo koncert, filmska projekcija in glasbena točka. Na tekmovalnem programu bomo predvajali filme iz svetovno znanih filmskih festivalov. Prisotna bo žirija, ki bo tudi na koncu izbrala zmagovalce. Vsak dan po filmih bodo afterparty s priznanimi DJ-ji, pred barom športi, koncerti in delavnice. Rad bi pa poudaril 31.7. dogodek Domačica, kjer bomo predstavili naše domače kranjskogorske iz občine Kranjska Gora avtorje, ki so sodelovali pri snemanju dokumentarnih filmov ali pa so v teh filmih tudi igrali. Se pravi, bomo predstavili njihovo produkcijo in sledil bo tudi pogovor z režiserji in protagonisti. Temu bo sledil večer s Heleno Koder, priznano režiserko dokumentarnih filmov, ki je delovala tudi v naših krajih in je posnela 2 filma, in to je Prizori življenja pri Hlebanjevih in Hanzova pot, katere bomo tudi predvajali na trgu pred cerkvijo. Se pravi, 2.8. bomo imeli večer aktivističnega dokumentarnega filma z 2 priznanima gostoma, in to je Tomo Križnar in Erik Valenčič. Z njimi bomo imeli pogovor, pogovarjali se bomo o problematikah sodobnega sveta in si ogledali tudi njihove aktivistične filme. Se pravi, program
Podroben program festivala si lahko pogledate na Facebook strani, na kranjskogorski spletni strani. Vsi filmi so zastonj, tudi festivalske dejavnosti so zastonj. Pogledali si bomo pa okrog 50 filmov, 4 koncerte, vsak dan je afterparty, tako da ste vsi lepo vabljeni. Drage gledalke in gledalci, v drugem delu Kronike tedna bomo prelistali še koledar prireditev. V torkovi kinoteki na Stari Savi na Jesenicah bo prihodnji teden ob 20. na ogled romantična komedija Čarovnija v mesečini. Jutri ob 10:30 se lahko odpravite na kolesarski izlet s kolesom do najlepšega slovenskega slapa, ki ga organizira Turizem Kranjska Gora. V torek ob 10:30 vabijo na pohodniški izlet nazaj k izviru, v četrtek ob 9. pa na izlet Skrivnostni kotički potoka Martuljek. V torek ob 9. Društvo mladih Kranjska Gora v parku Triglavski gaj v Mojstrani organizira jutranjo jogo. V sredo ob 18. pa vabijo še na sprehod na Karavlo. Glasbenik Anže bo na Trgu na Gorici v Kranjski Gori nastopil v sredo ob 20. Trio Izolda v petek ob 20:30, v nedeljo pa še duo Primavera. Prostovoljno gasilsko društvo Kranjska Gora v soboto 23. julija pripravlja gasilsko veselico z bogatim srečelovom. Ob 16. bo slavnostni prevzem vozila za prevoz moštva. Od 17. pa bo za zabavo skrbel ansambel Karavanke. Vse se bo dogajalo v šotoru pri gasilskem domu v Kranjski Gori. Delavnica Zlati cepin bo v Slovenskem planinskem muzeju v Mojstrani potekala v soboto ob 9. Planinsko društvo Jesenice sporoča, da je zavetišče pod Špičkom stalno odprto. Drage gledalke in gledalci, pa smo na koncu še ene Kronike tedna. Želim vam prijetne in mirne poletne dni, ki so pred nami, in nasvidenje spet do prihodnjič.